Danes v Pomurskem dnevniku škoda zaradi neurja. Kmalu v zeleni fazi. Prostovoljno služenje vojaškega roka. Tekma z aluminijem. Vreme. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Neurje je pustošilo tudi v radenskem živalskem vrtu Sikaluzo. V omenjenem vrtu so se stekali obiskovalci od blizu in daleč, sedaj, po pol leta zaprtja, pa jim je narava prekrižala načrte. Bližnji Hudourniški potok je v sredinem neurju močno opustošil živalski vrt, tako da je do nadaljnega zaprt. Večino živali jim je sicer uspelo rešiti, sedaj pa jih čaka veliko dela. Upajo, da bodo sanacijo hitro končali, da bo živalski vrt pripravljen in varen za obiskovalce. Tudi danes je bilo v živalskem vrtu Sikaluzo precej glasno, a vrveža ljudi žal ni bilo, saj je njihov živalski vrt močno opustošilo sredino neurje. Ja, dejansko je potem, bom rekel, po tem spodnjem delu živalskega vrta vse povsodi. Zdaj sami vidite nanošene veje, listje, zdaj tiste večje kose smo že pobrali, te drobne bomo zdaj grabljali danes, cel dan, verjetno še jutri, potem treba poti urediti, poti so vse razkopane. Dejansko se je zgodilo, bom rekel, popolnoma iznenada. Bom rekel, to je v kakšnih 10-15 minutah je voda drla dol, so se bom rekel, na kup nabirale veje, listje, pol pa dejansko voda več ni mogla teči in je začel potok dejansko teči vse posodi tu prek. Gre za toti Hudourniški potok, drugače vode ni v njemu, pa potem tu dol proti voljeram, proti ptičom, pa vse naprej dol proti trasi, hvala Bogu. Sem ravno bil namenjen v Maribor, pa sem šel vsem, ker pač stalno neke kontrole vršim, ko sem videl, da tako dežuje, mi nekaj ni dalo miru. Sem potem hitro bežal dol, da sem dejansko tam začel kopati, da sem rešil, da ni še do hujše škode prišel, ker bi drugače imeli to novo kuhinjo v Sikaluzu, ko imamo restauracijo, bi dejansko praktično cela trasa bila v blato. Tu smo zdaj danes že pred vhodom, ko ste videli, očistili, kakšnih 20 cm blata, kar hudo delo, bom rekel. Voda je nanesla do 20 cm blata, nanosila veje listje ter razkopala poti. Ogrozila pa je tudi nekaj živali. Ta spodnji del, kot sem omenil, recimo ta perjad, žal je nekaj teh majhnih piščancev, ki smo jih imeli pod žarnico, tudi poginilo. To pač nisem mogel rešiti vsega, reševal sem tiste nujne zadeve. Želve velikanke, recimo čisto na drugi strani, ker sploh nisem pričakoval vode, so dejansko bile tudi, gre za želve, ki so težke več kot 100 kg, sem dejansko mogel na silo hitro premeščati na zgornji del, ker ni bilo vode. Te želve namreč ne vejo plavati in bi se dejansko potopile. Tako da bilo je kakšnih 20-30 cm vode v terariju. Reševali so najnujnejše, vsega pa jim žal ni uspelo rešiti. Poginilo je nekaj majhnih piščancev, a so hvaležni, da ni prišlo do še hujše katastrofe. Številni prijatelji so jim ponudili roko pomoči, nasproti pa jim prihaja tudi občina Radenci s finančnimi sredstvi. Meni je žal, da se je to zgodilo ravno na tem mestu tukaj, ker ta Sikaluzo ni nastal niti s pomočjo občine, ampak je nastal s pomočjo lastnika, ki ima to željo in voljo, da to sploh počne. In imate prav, objekt je zdaj že turističen in je res poznan že široko po Sloveniji in je prav tako. In mogoče tudi ni prav, da tudi v preteklosti nismo bili dovolj pozorni na ta objekt in mogoče še malo več pokazali interesa, da lastniku pomagamo. Ampak mogoče tudi take nesreče pomagajo tudi v razmišljanju. Tako da ja, gledajte, mi smo se odzvali tisto najhitreje, ker smo se lahko, imamo v proračunu nekaj sredstev za takšne nesreče. Jaz osebno sem včeraj pregledal celo občino, tukaj je bilo največ. Mislim, da smo danes pripravili dokumente, da bo danes oziroma jutri nakazano 2000 evrov za tiste minimalne zadeve, ki so. Bomo pa še zdaj pristopili in tudi drugače mu pomagali lastniku, da bi ta objekt lahko še bolj širo in da bi bil še lepši, kot je. Ja, jaz računam, zdaj, če računam takole, nisem neki strokovnjak za to, ampak lahko pa zagotovo trdim, recimo, ko vem, koliko materijala se mora pripeljati, koliko je teh ur, bom rekel, strojnih, pa potem koliko časa je izgubljenega, pa sanacija, pa potem čiščenje, barvanje, vse to seveda stane. Tako da bom rekel, sigurno gre za par, bom rekel, 1000 evrov, ali pa 10 000 evrov.
Na srečo hudourniški potok ni opustošil še nove kuhinje in drugih novih objektov, ki so jih izvedli v času polletnega zaprtja živalskega vrta zaradi koronavirusa. Tam smo napravili novi objekt zraven za lemurje z Madagaskarja. Tako dejansko smo končali izgradnjo terarija, imamo še mogoče kakšnih 5% dela, da to vse dokončamo, pa fasada, to je zdaj v juniju, planiram, da se bo to tudi končalo, tako da veliko novosti. Kdaj se bo Sikaluzo ponovno odprl, ne znajo točno povedati. Močno upajo, da bodo sanacijo hitro končali in da jim postana Zofka v soboto ne bo spet prekrižala načrtov. Pri osebah starejših od 65 let je v Sloveniji vse manj prisotnih okužb z virusom COVID-19. Poleg tega smo presegli 500 000 cepljenih s prvo dozo in preko 250 000 z drugo dozo cepiva. Vse regije zmanjšujejo število okuženih, samo 2 regiji se še nahajata v oranžni fazi. Ob tem bi lahko v 10 dneh po napovedih strokovnjakov prešli v zeleno fazo z večjo verjetnostjo pa v prvih dneh junija. Poleg tega bo od 17. maja sproščeno delovanje kulturnih prireditev v zaprtih javnih prostorih ter podaljšan delovni čas gostinskih lokalov. Poglavitne spremembe, ki bodo v veljavo stopile v ponedeljek, so naslednje. Opravljanje gostinske dejavnosti je po novem dovoljeno od 5. ure zjutraj do 10. zvečer. Razdalja med robovi miz mora biti najmanj 3 metre, razdalja med osebami za mizo pa ni več določena. Pogoj omejitve 4 oseb za eno mizo v gostinskih obratih prav tako ne velja več za družine z otroki do 18. leta. Nadalje uvajamo novo izjemo pri omejitvi 20 kvadratnih metrov poslovnega prostora na enega potrošnika. Ta pogoj namreč ne velja za otroke do 18. leta v spremstvu skrbnikov ali osebe, ki potrebujejo spremstvo. Če ste prej ob vstopu v trgovino skupaj z otrokom šteli kot 2 osebi, se sedaj štejete kot en mehurček. Povsod po Sloveniji lahko kampi ponujajo do 70% razpoložljivih enot. Sproščanje pa se nam obeta tudi na področju kulture. Končni uporabniki, torej tisti, ki se prireditve želijo udeležiti, pa se lahko udeležijo pod tako imenovanim PCT pogojem. Torej, bodisi, da imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur, da imajo potrdilo o prebolelosti, ki COVID-a in sicer od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev, da imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu PCR-a, ki ni mlajši od 10 dni in ni starejši od 6 mesecev, ali seveda, da imajo dokazilo o cepljenju. Ta dokazila pa niso potrebna za mlajše od 18 let, ki so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki udeleženi na kulturni prireditvi. Sicer bomo po napovedih Inštituta Jožef Štefan v zeleno fazo prešli okoli 25. maja. Slovenska vojska se že dlje časa sooča s kadrovsko problematiko, ki se kaže v povečanem številu odhodov prvih po osamosvojitvenih generacij vojakov in zmanjšanem interesu potencialnih novih kandidatov za upravljanje poklicne vojaške službe, za prostovoljno služenje vojaškega roka in pogodbeno upravljanje vojaške službe v rezervni sestavi. Za doseganje kadrovskega obsega Slovenske vojske, določenega s strateškimi in razvojnimi dokumenti, ki jih je sprejel Državni zbor Republike Slovenije, je bilo treba sprejeti ukrepe, ki bodo dolgoročno omogočili stabilno popolnjevanje vseh struktur Slovenske vojske in doseganje njenega načrtovanega obsega. Že novembra lani je bil na Ministrstvu za obrambo pripravljen koncept enotnega usposabljanja za vstop v Slovensko vojsko na podlagi programa temeljnega vojaško-strokovnega usposabljanja in prostovoljnega služenja vojaškega roka. Namen novega koncepta je, da se prostovoljno služenje vojaškega roka v prihodnje omogoči čim več zainteresiranim državljanom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, in tako vzpostavi širša baza državljanov z osnovnim vojaškim znanjem, ki bi se lahko vključili v stalno sestavo ter pogodbeno rezervno sestavo Slovenske vojske. Tisti, ki izrazijo željo, da bi služili vojaški rok in so ocenjeni kot sposobni ali delno sposobni za vojaško službo, se lahko na prostovoljno služenje vojaškega roka napotijo do konca koledarskega leta, v katerem dopolnijo 30 let. Izpolnjevati pa morajo tudi zahtevane pogoje.
Poleg tega je predviden tudi dvig denarnih prejemkov za vojake prostovoljce za približno 1000 evrov. Na državni cesti Murska Sobota-Gederovci v mestu Murska Sobota se bodo v terminu od 17. do 21. maja na območju med montažnim krožiščem in semaforiziranim križiščem na Lendavski ulici izvajala vzdrževalna dela. Zaradi preplastitve cestišča bo vzpostavljena popolna zapora območja na državni cesti, ki bo trajala 3 dni v terminu od 17. do 21. maja. Obvoz pa bo urejen po občinskih cestah. Udeležence v cestnem prometu naprošajo za strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije. Z jutrišnjo tekmo proti Aluminiju se nadaljuje prvenstvo. Po zadnji tekmi proti Bravu pa so se glave nekoliko ohladile. Ante Šimundža pravi, da so se igralci zbistrili misli, kar je videti tudi v pristopu na treningih ta teden. Je pa nekaj več počitka, zdaj ko ni bilo tekme med tednom, prišlo še kako prav. Zelo dobro, glede na ritem, ki smo ga imeli, glede na obremenitve, ki so se dogajale, tako da smo lahko neke stvari malo obnovili, osvežili, nič kaj pretiranega, da ne bo zdaj misli, da smo ne vem kaj naredili, ampak enostavno predvsem je bil psihološki moment tukaj razbremenitve glave zelo pomemben, avtomatsko je potem dosti lažje stvari početi tudi na igrišču. Po remiju z Bravom je bilo kar nekaj nejevolje, a na koncu so v prejšnjem krogu celo povišali prednost pred Domžalami. To pa je zgolj manjša tolažba. Po pravici povedano, ko pogledaš sedaj to tako, je to dejstvo, mimo tega ne moremo iti. Po drugi strani si pa mi želimo vsako tekmo zmagati in smo bili zelo nezadovoljni na način, kako smo izgubili ti 2 točki, ampak to, tako kot pravi, najpomembno je, da pridemo iz te tekme bolj pametni kot prej. Predvsem si želijo odpraviti slabe stvari, ki so se zgodile na tekmi z Bravom. Predvsem v razgovorih, feedbacki igralcev med sabo, ki smo se pogovarjali, tudi med sabo fanti, ko se pogovarjajo, je tista zadeva, katera je zelo pomembna, da se tega zavedajo, to sprejmejo in seveda v naslednjih situacijah, če še bodo najdli spet tukaj, odreagirajo tako, kot je to potrebno. Jutri jih v Kidričevem čaka nova zahtevna tekma. Aluminij se bori za 8. mesto in obstanek v ligi. Pomembno je to, da se gre tja z idejo, oziroma da gremo z idejo iskanje svojih principov, vsiljevanje svojih principov v igro nasprotnika, mu razkriti slabosti, pokazati naše dobre strani in poskušati biti kar se da boljši in iskati seveda pozitivne rezultate. Aluminij je ekipa, ki je v zadnjem času popravila tranzicijo iz faze obrambe v fazo napada, prepustijo posest žoge nasprotniku, imajo zelo nizko posest glede na prejšnje tekme. Tukaj so naredili velik korak naprej in te prehode iz faze obrambe v fazo napada, te kontre, po kontre, na to bomo morali biti zelo pazljivi. Srečanje v Kidričevem bo na sporedu ob 20. Vreme. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 16 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 16 stopinj, v Radencih in v Murski Soboti 17, ter v Lendavi prav tako 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in predvsem na vzhodu tudi posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 8 stopinj, dnevne pa okoli 21 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo nestanovitno vreme s pogostimi krajevnimi padavinami. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 9 do 12 stopinj, dnevne pa od 18 do 21 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku, več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.